Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še posebej prve lige Telemach iz Mariborskega ljudskega vrta, kjer nadaljujemo s prenosi tekem 18. kroga našega državnega prvenstva. Že v izjavi pred tekmo se je Damir Krznar dotaknil tudi tega širokega igralskega kadra, ki ga ima Maribor. Tole je zdaj prva velika priložnost za Mariborčane in vodstvo z 1-0. Strelec je Vipotnik. Ali je bilo tu vse čisto, kot kaže za zdaj? Zadetek velja že v 5. minuti. V prvi resnejši akciji je Maribor prišel do vodstva proti Bravo z 1-0. Ali je bil Tolič tam tisti, ki je na začetku tega srečanja, plod tega tudi še minimalna prednost. Božič zdaj na desno stran do Toliča. Vipotnik prepušča Brniču priložnost. Še je nevarno, Repa strelja 2-0. 2-0 za Maribor. Jan Repas, ki je odločil prvi medsebojni obračun teh dveh ekip v tej sezoni v Ljubljani, je zdaj že v 15. minuti srečanja povišal prednost razpoloženega Maribora na 2-0. Menjal se pred nekaj trenutki to Ljubljanska Olimpija, zato pa mesta, ki sledijo, tista tik pod vrhom, torej Kramarič. Kramarič strelja odaleč, Jug na pravem mestu. Svetlina desna stran Flakusu Bosilju. Se Kramarič ponuja v kazenskem prostoru. Flakus Bosil, krasna žoga za Svetlina. Priložnost za Bravo, vratnica. Kramarič, poizkus atraktivne podaje. Kramarič je skočil pred Flakusa Bosilja. Sijajna podaja proti Vipotniku. Vipotnik je sam pred vrati. 3-0 za Maribor. Še enkrat je strelec Žan Vipotnik v trenutkih največje terenske premoči Brava. Ko je zadetek za znižanje praktično visel v zraku, pa je, še enkrat moram poudariti, samozavestna vijoličasta zasedba iz protinapada izigrala najboljšo, najtrdnejšo obrambo lige do tega trenutka. Tule poglejmo še enkrat, izjemna podaja Antolina. Med ligama Celjani, ki se bodo pomerili s tretjeligašem iz Vidma, pa Tabor Rogaška recimo. In še enkrat se je stresel zgolj okvir mariborskih vrat, neverjetno. Zdaj je teh zelo malo. Vipotnik je v kazenskem prostoru. Vipotnik, še priložnost za Maribor. Repa se je ustrelil. Odbija Lubej Fink. Štajersko prestolnico pripeljal iz Nove Gorice. Baturina strelja Lubej Fink. Tako da spremljamo čas eno zadnjih akcij na tem srečanju. Ali lahko v tej akciji Bravo končno zabije častni gol, če je nevarno 3-1. 3-1. Damir Krznar, čestitke za zmago, nekako tisto, kar ste dejali pred tekmo, potrpežljivost in vse to, kar ste nam že dejali pred tekmo in verjetno tudi fantom v slačilnici, so danes vsaj videti je bilo tako tudi prezentirali. Verjetno tokrat niste zadovoljni samo z rezultatom, ampak tudi z igro in s prikazanjem svoje ekipe. Pa da, očekivali smo tešku utakmicu, očekivali smo utakmicu u kojoj ćemo morati biti defanzivno vrlo odgovorni, vrlo gusti. Možda će sad zvučati čudno, ali zaista sam dojma da u prvom poluvremenu nekako ravnopravni u polju i mi i Bravo, mi malo sretniji i spretniji što smo iz tog bloka izuzetno agresivno izlazili. Bravo možda malo previsoko i preotvoreno, uspjeli smo to kazniti, a nakon toga drugo poluvreme čista kontrola utakmice do kraja, iskorigirali još nešto u fazi obrane, vjerojatno i oni nešto, pa je i naš napad bio malo sterilniji drugo poluvreme, ali da mi je neko u startu utakmice ponudio 1-0, obe ručke bih prihvatio. Zdaj že nekaj časa delujete
povsem mirno v napadu, tudi ko je kakšna zgrešena priložnost, nobene panike, kot da nekako veste, da bodo nove priložnosti še prišle. Pa da, lovimo polako taj raspored pozicijski što se tiče faze napada i u prvoj i u drugoj zoni, a znate i sami da u završnici je to kreacija i imaginacija, ali imamo i takve igrače, tako da hvala Bogu, bojao sam se nakon ovih 16-17 dana pauze da će se možda i neke stvari malo poremetiti. Solidno je to izgledalo u fazi napada, u fazi obrane uvijek imate protiv sebe kvalitetu, pa nekad sve ne možete ni zatvoriti. Kažem, danas smo imali malo sreće, malo smo bili i spretniji od našeg protivnika i na kraju sve je vrlo lijepo završilo po nas. To je bila sicer šele tretja zmaga Maribora doma v tem prvenstvu, ampak Damir, zdaj ste se povsem približali ekipam, ki so tik pod vrhom lestvice. Ponuja se res lepa priložnost, čakata vas še 2 domači tekmi do konca jesenskega dela, da se zares zavihtite, morda celo na drugo mesto. A da, sad je sav fokus na Radomlju, lijepa je to serija, treba ju nastaviti. Ne smijemo se opuštati, na papiru možda nešto malo lakši protivnik, ali nikako to neće ako nismo u glavi pravi, ako se ne spremimo da odigramo jednako angažiranu, jednako agresivnu utakmicu, trkački isto takvu utakmicu. Vjerujem da imamo sve elemente za to i nadam se da ćemo to i ponoviti. Dejan Grabič, 3-0, kdor vidi samo rezultat, ima verjetno povsem drugačno predstavo, kot je dejansko bilo na igrišču. Danes ste tudi vi pokazali zvrhano mero kombinatorike, zapravili tudi kar nekaj priložnosti, pa vratnica, pa prečka, tudi 2 res da pravilno razveljavljena gola, ampak vseeno kar precej dela in truda v napadu pa ni šlo. Kako ste na koncu zadovoljni na tekmi, ki jo sicer izgubite s 3-0, ampak te kreacije je bilo danes strani Brava res veliko? Nisem zadovoljen niti približno, zato ker tisto, kar smo rekli, kje bomo spremljali tveganje. Se pravi, če se odločimo za nek visoki presing, je treba dobiti ključne duele. Mi smo izgubljali ključne duele, plus to nismo, če vidiš, da ti bo, ne vem, vezni igralec ali pa kdorkoli prišel ven iz tega pritiska, se dela majhne prekrške na nasprotnikovi polovici, ki so po pravilu nekaznovani, oziroma greš s telesom v nek prekršek, to prekineš in ne daješ nasprotniku zagona. Najprej čestitke Mariboru za zasluženo zmago. To so izigrali so lepo vse gole, ampak to so akcije, kjer smo mi zamudili oziroma nismo dobili ključnih duelov v seriji. En duel, 2, 3 in ok, smo sprejeli to tveganje in smo bili kaznovani. Ok, glede tega, kar nam je pa uspelo proti naprej oziroma z žogo v nogah, veliko smole danes, moramo priznati, se pravi, majhni ofsedi, 2 razveljavljena gola, 2krat okvir vrat, ampak ti to nič ne pomaga. Mi smo pri rezultatu 2-0 bili še vedno živi in tam se tekma lomila. Če bi šli na 2-1, ko smo imeli neko prevlado ali pa neke priložnosti, sem prepričan, da bi na polčasu verjetno lahko tudi psihološko igralce pripravili na to, da gremo potrpežljivo po drugi gol in ne tako v bank, kot smo šli zdaj. Ampak nobene slabe volje, zato ker kljub temu so pokazali spet velik karakter, bodo igrali kot gospodje, bili pravi, se držali tega, kar mi hočemo igrati. Tako da škoda za točke, izpadlo je naivno, ampak mi vemo, da je to sem stvar par dvobojev, ki bi jih morali prvih 20 minutah dobiti in bi bila tekma rezultat popolnoma drugačen. Je ta igra, ponavljam, predvsem igra, vendarle dober obet za gostovanje v Novi Gorici, ki jo čaka v naslednjem krogu? Mislim, igro je treba gledati v kompletu. Ti moraš imeti ravnovesje v trenutku, ko imaš žogo in ko je nimaš. In tega nismo danes imeli, se pravi, to ni dober obet. Mi moramo imeti dobro ravnovesje. Nas je krasilo to, da recimo po izgubljeni žogi nas je redko kdo skontriral. Se pravi, smo imeli neko dobro kontrolirano posest, usmerjeno. Kar se tiče pa te kombinatorike proti naprej, smo bili nevarni, ogromno krat smo prišli na rob kazenskega prostora. Lahko rečem, da s tem sem delno zadovoljen, ampak vseeno mi to znamo še veliko boljše izigrati, ker toliko krat, kot smo bili gor, je izkupiček vseeno. Žan Vipotnik, čestitke za zmago, tudi za 2 vaša zadetka. Zdaj se jih je nabralo že 5 na zadnjih 5 uradnih tekmah z vaše strani, verjetno zadovoljstvo popolno.
Ja, hvala. Ja, to je naš poklic, napadalci smo za to, da zabijamo gole in hvala Bogu se je sedaj odprlo in upam, da bom s tem tudi nadaljeval. Danes ste seveda igrali proti do tega kroga najboljši obrambi lige, proti obrambi, ki je prejela najmanj golov, ampak vseeno ste si pripravili ogromno število priložnosti, tudi vi ste jih imeli, mislim, da vsaj 5 v prvem polčasu, 2 tudi izkoristili. Kako ste zadovoljni s tem? Ja, res je super, da smo hitro zadeli, to malo olajša tekmo, sploh pa če zadaneš 2x v 15 minutah je takoj lažje. In pa ja, moram priznati, da je sedaj kombinatorika v ekipi super, imeli smo veliko priložnosti, lahko bi še zadeli, ampak se ne smemo pritoževati s tem. To je že 5. tekma zapored Maribora, ker ste dosegli kot ekipa vsaj 3 zadetke. Kaj se je toliko spremenilo v teh zadnjih tednih, da je Maribor zdaj tako učinkovit, da tako zlahka prihaja pravzaprav tudi do priložnosti? Pa ja, nekaj je v ekipi, nekaj je kliknilo, prej nam je to manjkalo, ampak sedaj je prišlo in moramo to zadržati. To so super rezultati za nas, da dosegamo po 3 gole in upam, da bo šlo samo tako dalje. Še napoved za Radomlje, znova v torek, ta termin vam očitno odgovarja. Precej težje pa je bilo proti Radomljanom v prvem krogu, ko vemo, kaj se je tu zgodilo. Visoka zmaga gostov, ampak zdi se, da sta ekipi zdaj v nekako povsem drugačnem razpoloženju kot na začetku sezone. Ja, res je, na začetku nam nekaj ni steklo, ampak zdaj jih pričakujemo v drugačni podobi. Smo v dobrem momentu in upam, da bomo to tudi držali. Se lahko Maribor do konca tega jesenskega dela že zavihti recimo na 2., 3. pozicijo? Pa bomo šli tekmo po tekmo, igramo doma in mislim, da moramo iti vsako tekmo na zmago in to je naš cilj. Martin Kramarič, vem, da ni lahko tako lepo tekmi, ki jo izgubiš s 3-0, ampak danes se vendarle zdi, da je Bravo v kombinatoriki pokazal morda celo bistveno več od nekaterih tekem, ki jih je tudi dobival v tej sezoni. Kako ste vi vse skupaj doživeli danes na igrišču? Ja, mislim, da je bilo usodnih za nas predvsem prvih 15-20 minut, ker smo nekako na pol igrali in v obrambi in v napadu, nismo prihajali v duele ali pa prekinjali neke kontre. Mislim, da je tu Maribor izkoristil to našo nezbranost in potem je steklo, ampak težko je priti nazaj iz 2-0. V naslednjem krogu vas čaka Gorica, tam ste se na začetku sezone opekli, ampak zdi se s podobno predstavo se vam vendarle obeta kakšen boljši rezultat, na kaj vi ciljate? Sigurno gremo na zmago, mislim, da na zmago nas še bolj odlepi od dna lestvice in sigurno gremo zmagati v Gorico.